Dobrodošli v skupini Zavetje v sebi. Danes je z mano gostja Marjetka Perme. Živjo, Marjetka. Živjo, Darja. Jaz bom kaj najprej o tebi povedala, a ne, pol boš pa še ti nadaljevala. Si avtorica 4 knjig s področja osebne in poslovne rasti, trenerka NLP-ja in NLP si študirala tudi v Ameriki na priznanem centru pod okriljem Anthony Robbinsa. Sem si prav zapomnila? Ja, tisto sicer ni bilo specifično NLP, čeprav Robbins tudi izhaja iz NLP-ja, ampak nekaj, kar bi jaz rekla, da je še boljše in še uporabnejše in še bolj zanimivo. Ja. No, in moje vprašanje tule na tem mestu bi že bilo, kdaj si študirala to oziroma tam bila? Najbrž je bilo to online, a ne? In če najina tema izhaja 6 človeških potreb, če je to njegov koncept? Ja, to je njegov koncept, ki sem ga spoznala verjetno da jeseni 2005, pred 20 leti. Ja, ravno obletnica je ene jeseni, ki se je zelo nesrečno začela, pa potem dosti bolj srečno nadaljevala, kajti takrat sem odkrila njega in skupaj z njim neka znanja in strategije in pristope, ki res naredijo razliko, kajti že prej sem se poskušala izvleči iz svoje nesreče, ampak moram reči, da se mi je večkrat zgodilo, da sem po kakšnih knjigah, delavnicah, nasvetih bila bolj zmedena kot prej. Tukaj je pa se prvič zgodilo, da z malo znanja, z malo povedanega, ampak tisto, kako bi rekla, to the point, ne, v bistvu, v res razumevanje tega, kako človeška psiha deluje, in so se potem veliki koraki hitro začeli dogajati, tako da 2006 sem potem že sedela v Londonu na prvem eventu v živo in potem še na nekaj takšnih dogodkih po Evropi in tudi v ZDA. Ta specifičen trening, ki si ga pa omenila, ja, je pa res ena zakladnica, neprecenljiva, ravno ga te dni spet gledam in ugotavljam, koliko enih stvari dragocenih je tam. To sem pa od 2010, ja, potem online študirala 2010. Ti si nekdo, ki je šel iz drame v čisto drugo smer, a ne? Ampak ja, pač to mi je zanimivo pri tem, da vedno, jaz sem že bila na parih tečajih, vedno to poveš, ker da nimamo občutka, a ne, da zdaj je pa nekdo, ki je na drugi strani predavatelj, je pa od nekdaj, mu je jasno. Ne, niti pod razno. Jaz sem se pravzaprav rodila kot specialist za dramo, bi lahko rekla. Torej, neke okoliščine v mojem življenju mogoče res niso bile, ja, najbolj, kaj bi rekla, najbolj srečne in najbolj in sploh, kot bi si jih en otrok želel. Bile so pa tudi okoliščine, ki so bile morda za vse enake, recimo šola, šolski sistem, vsi smo hodili v isto šolo, a ne, šli skozi enake programe, ampak jaz sem bila strašno nesrečna od malih nog in od tega, ker smo živeli v bolj skromnih materialnih razmerah in mi je bilo nerodno in sram me pred drugimi, ker ne vem, marsičesa nimam, avtomobila, telefona nimam, za neke lepe oblekice in tako naprej. Hkrati sem pa znala dramo narediti še na številnih drugih področjih. Sej, ne, morda je bilo to tudi neko zavedanje, mi je bilo jasno od malih nog, da šola ni sistem za neko optimalno vzgojo človeškega duha,
In mi je to bila strašna tragedija, strašno breme, strašna bolečina. In kasneje v življenju sem videla, joj, ta sistem, ta svet, se je to čisto ponorelo vse skupaj, a ne. In tako bedna iz tega skreirati ogromno neke bolečine in občutkov nemoči in nesmisla zase. Tako da kot včasih rečem malo za šalo, malo pa že skoraj zares, sem bila res svetovna prvakinja ali pa med boljšimi na svetu za doživljanje takšne ali drugačne drame. Tako da definitivno vsa pot, ki sem jo v teh zadnjih 20 letih prehodila, sploh v prvih letih, ja, teh 20 let je bila izključno namenjena temu, da sebe potegnem ven iz svoje bolečine, iz svoje nesreče in iz svojega obupa. Mislim, da je to tudi eno najboljše izhodišče, ne, ki ga imaš potem za to, da nekaj delaš, daješ naprej, da si sam v bistvu preizkusil vse skupaj, a ne pa da izhajaš iz neke teorije, ki se lepo sliši, pa pač nimaš stika v bistvu s tem, kaj pravzaprav neko bolečino, dramo v življenju sploh pomeni imeti. Se strinjam. Tako da ti imaš res ogromno teoretičnega znanja in ga znaš tako na en tak slikovit način separati, kar meni je bilo vedno všeč, ker se vidi, da si lažje pol zapomnimo. In verjamem, da imajo tvoji klienti res dobre rezultate, ker se res maksimalno potrudiš in deliš in ta slikovitost pri tebi, kako to predstaviš, mi je zelo všeč. Tako da dobrodošla tukaj najina tema 6 človeških potreb. Se pravi, nimamo samo fizičnih, imamo tudi psihološke, ki jih dostikrat iščemo, zadovoljujemo v zunanjem svetu, pa bi te res povabila, da nam orišeš te potrebe, kakšno vlogo imajo v našem vsakdanjem življenju, kako jih lahko v bistvu negujemo sami, da ne bomo odvisni od zunanjega sveta za vsako ceno. In za konec opisa si rekla, ko imaš sebe, imaš vse. Ja. To rečete tudi mislim, na tvojih tečajih, a ne, in res je in se nekaj sklada z tem našim tle vodilom, tako da jaz bi ti predala besedo. Hvala, Darja. In hvala tudi z moje strani za tvoje povabilo, ko si poslala ta mail, da ustvarjaš skupino Zavetje v sebi. Kar solze mi gre v oči, ne morem verjeti. Mi je tako, kar klikati mi je začelo na vseh koncih mojih možganov, je začelo klikati različne ideje, kaj vse se bi tukaj lejo, čisto zares sem se, čisto zasolzila. So mi začele klikati, ja, ideje, kaj vse bi se tukaj dalo na temo tega povedati, in začelo me je tudi preletavati tisto, koliko je to zares pomembno, narediti torej iz sebe človeka, ki bo v sebi našel zavetje. Tako da par idej sem ti takrat napisala in skupaj sva se odločili za to temo 6 človeških potreb. Fenomenalen model, ki nam po eni strani pomaga razumeti in sebe, svoje početje, razumeti druge ljudi, odnose, interakcije, kaj se dogaja v odnosih in interakcijah, ki jih imamo z drugimi. Predvsem pa je bil za današnje srečanje izbran zato, ker nam omogoča to znanje, to razumevanje, iz sebe torej narediti človeka, ki ima v samem sebi res zavetje. Verjetno so me zdaj malo solze zalile tudi zaradi tega, ker tudi pol, ko sem se marsikaj v življenju naučila, a ne, takrat 20 let nazaj, ko se je to začelo, in potem sem šla naprej in delala in se učila in začela učiti tudi druge, in potem na eni točki, ko sem imela
občutek, da zdaj je pa moje življenje popolno, se je to moje življenje čez noč zrušilo do tal. In iskati sebe in zavetje v sebi je bilo nekaj, kar sem z veliko, kako bi rekla, krvavega potu pridelala in še delam na tem. Ja, življenje me je na prvi pogled se za mene kruto, ampak v retrospektivi zelo prijazno peljalo po tej poti in sistematično peljalo po tej poti. Ja, da najdem zavetje v sebi, da z drugimi besedami preneham svoj mir, srečo, zadovoljstvo, izpolnitev in tako naprej delegirati v zunanji svet, ampak da postavi temelje za to v sebi. Zdaj na veliko različnih načinov in po različnih poteh bi lahko do tega prišli, ampak en tak še posebej globok, pa hkrati enostaven in sistematičen način se mi zdi razumevanje teh 6 človeških potreb in tega, kako lahko sami poskrbimo za njihovo zadovoljitev. Torej, kot si rekla, kot človek tukaj, na tem zemeljskem svetu, v zemeljski sferi, dobimo telo in dobimo imamo fizične potrebe, te danes ne bodo naš fokus, in na drugi strani imamo oziroma imamo psiho, ki ima tudi svoje potrebe. In zdaj bolj, ko so te potrebe vezane na zunanji svet, odvisne od drugih ljudi, od drugih okoliščin in podobno, bolj po nekako, bi rekla, po spolzkih in majavih tleh hodimo. Lažje nam je, kako se reče, spodnesti tla pod nogami in na drugi strani, bolj, ko smo sposobni te potrebe zadovoljiti sami pri sebi, težje nam je tla pod nogami spodnesti in lahko ohranjamo nek svoj mir, srečo, zadovoljstvo, stabilno življenje, dosti neodvisno od tega, kaj se zunaj nas dogaja. Zdaj pa velik izziv v not kratkem času tole predstaviti na ustrezen način. Naključje ali ne je hotelo, da smo ravno včeraj na enem tečaju tudi imeli to temo, kjer sem jaz 2 uri filozofirala. Ampak okej, smo imeli še malce širše, smo jo vpeli še specifično v odnose. Seveda se da tudi na krajši način vse skupaj predstaviti. Torej, zanimiva stvar, mogoče kot izhodišče pri teh potrebah je, da vsi jih imamo. Vsaj prve 4, vsakdo od nas jih ima in vsakdo od nas bo našel način, da jih zadovolji, da jih uresniči. Ti načini pa so lahko po eni strani, kot smo rekli, bolj odvisni od nas ali pa bolj odvisni od zunanjega sveta, lahko so bolj na konstruktivni, morda na neki nevtralni, lahko pa tudi na precej destruktivni in nekoristni ravni, ja, da tako rečem. Torej, če jih gremo kar pogledat. Prva potreba, ki jo ima naša psiha, vsaka psiha jo ima, je potreba po gotovosti oziroma varnosti. Če bi čisto vse v našem svetu bilo negotovo, ne veš več, a te bo ob naslednjem koraku zemlja še držala ali ne, da ne govorimo o vseh ostalih rečeh, bi se nam zmešalo. Nekje potrebujemo nek varen pristan, nek občutek varnosti, gotovosti, tudi udobja, užitka, bi lahko rekli, kajti pri tej potrebi gre za tisto nasprotje od tega, da sem pod adrenalinom in kortizolom v nekem fight or flight modu, ko lahko zadiham, ko se lahko sprostim, ko se lahko umirim, ko rečem, vse je v redu. Zdaj, na kakšne načine to potrebo lahko ljudje zadovoljujemo? Nekateri, zaslužijo veliko denarja in dajo ta denar na kraj in rečejo, super, varna sem. Tudi jaz ga imam nekaj, prišparanega. Mi daje občutek, vem, da če se jutri, nekaj zgodi ali nekaj ne gre po načrtih, mi bo lažje. Ko se je pred leti zgodila moja ločitev, ko so rekli, ne želimo te več tukaj na tem naslovu, pojdi po svoje,
sem videla zelo neprijetno je, če te vržejo ne, iz tega, kar si ustvaril kot svoj dom. In sem si takrat rekla, zelo boleče je bilo za mene, sem si takrat rekla, ne, veš kaj, nočem več živeti v življenju v negotovosti, da me bodo vrgli ven. In sem zbrala pogum in naredila nekaj, kar prej nikdar nisem mislila, da bom naredila, ne, postavila nov dom, postavila hišo novo, naredila, kar je bilo treba, da ta dom imam. Tako da ja, super, ne, sem se obrnila tudi na ta, kako bi rekla, praktični svet ali pa praktični materialni aspekt življenja. Sem rekla, ja, zame je pomembno, da vem, da imam kje biti, ne. Zame je pomembno, da vem, da ja, tudi jutri ne bom lačna, če danes nekaj ne gre po načrtih, pa vendar, ja, no, tako, še to prej povem. Torej, ljudje pa lahko na vse sorte različnih načinov, to zdaj nikakor ni tisto bistvo, ampak gremo pogledat samo za občutek par, ne, takšnih še načinov, kako ljudje te potrebe zadovoljujemo, ne, lahko, ja, se obdam z nekimi ljudmi in rečem, zdaj imam tebe in se počutim neko varnost in gotovost, ker imam tebe. Zdaj lahko naredimo to, da želimo vse imeti pod kontrolo, ne, se zapletemo mentalno v to, da vse želim imeti pod kontrolo, tebe želim imeti pod kontrolo, ker drugače se ne počutim varno, recimo v tem odnosu. Vse, kar se v mojem življenju dogaja, moram zelo natančno predvideti in moram zelo natančno vedeti, ne, da se bo ja izšlo točno tako, kot si jaz želim. En tak zelo nevtralen in kako bi rekla, ja, nevtralen način, na katerega pogosto to potrebo zadovoljimo, je recimo to, da imamo neko rutino, to, da se nek ritual, neka rutina, tudi če je okrog nas kaos, ne, se Darja usede, recimo, naprši malo svojih čarobnih pršil, si privošči recimo en čaj. In to narediš, na primer, zdaj sem malo na pamet rekla, ampak mogoče nisem čisto mimo rekla, boš ti pol povedala, ne, si privoščimo neko stvar iz dneva v dan, nek čas za nas, nek ritualček in to nam daje nek občutek ene stabilnosti, ene varnosti, ene predvidljivosti v življenju. Zdaj pa tisto, ja, če rečem, ne, za naše zavetje v sebi, ključnega pomena, torej bo zelo pomembno bo, da znamo to gotovost, ta občutek gotovosti, varnosti črpati iz sebe. Tukaj bo najbolj smiselno, da iz sebe naredimo človeka, na katerega se bomo lahko res zanesli. Pomagajo nam lahko zelo prepričanja. Jaz recimo, ja, v materialnem smislu nekaj sem naredila za eno tudi tako, čisto fizično, materialno svojo varnost, ampak večji del moje varnosti, gotovosti prihaja iz enega zaupanja vase. Vem, da tudi, če se vse poruši, iz sebe sem naredila človeka, na katerega se lahko zanesem, da bo znal potegati najboljše, tudi iz nekih težkih, neprijetnih okoliščin, da bo znal zastaviti novo vizijo, če bo treba, ne, in iti nekako po pametnih korakih za uresničevanje te vizije. Zaupam življenju, da je na moji strani, da se stvari ne dogajajo meni, ampak se dogajajo zame. In da karkoli se bo zgodilo, če vse propade, tudi materialno vse propade, vsi me zapustijo, vem, da grem lahko pod smreko sedeti in meditirati, morda. Ko smo ravno pri meditaciji, vem, da jo ti večkrat omenjaš, meditacija mi daje veliko varnosti, iz katerega razloga, zato ker sem videla, sediš in meditiraš lahko brez vsega. In je to tako noro dobro, da mi je jasno, tudi če vse propade in vsi me zapustijo in vsega je konec, jaz grem lahko pod smreko, sem včeraj rekla na tem čaju, ko mi je ta smreka ostala, da grem lahko pod smreko in še vedno vdih, izdih. Wow, koliko noro dobro. Tukaj, ne, pride ta občutek stabilnosti, wow, ne. In še ena zelo pomembna stvar za izpostaviti tudi, ki je velik vir gotovosti za nas lahko in jo črpamo iz sebe, ja, je naše znanje.
imam toliko in toliko znanja, toliko in toliko veščin, tako dobro razumem svet, ljudi, odnose, da po eni strani ne rabim paničariti in ne biti v drami, samo zato, ker nekaj ni po moje, in po drugi strani tudi, če se stvari sesujejo, ne, kot smo rekli, ja, sem naredila nekaj za to, da vem, da lahko računam nase. Vem, da lahko računam nase. Torej, več, ko bomo teh sredstev za zadovoljitev te potrebe prinesli k sebi, ne, nisem zdaj odvisna od tega nujno, kaj je na mojem bančnem računu, kako ti gledaš name, kaj se tam nekje zunaj dogaja, ampak imam veliko sredstev za zadovoljitev te potrebe, ki so neposredno zgolj in samo od mene odvisni, imam veliko bolj trdna tla pod nogami, kot bi jih sicer imela. Naslednja, ljudje paradoksalno smo narejeni tako, ja, tako zelo potrebujemo to varnost in gotovost, ampak po drugi strani, če bi vsak dan bilo vse isto, ob isti uri vstanem, iste stvari jel za zajtrk, z istimi ljudmi te družim, iste stvari počnem, v isto trgovino grem in kupim iste reči in tako naprej, bi se nam tudi malo zmešalo. Zato naša psiha potrebuje tudi negotovost oziroma raznolikost. Raznolikost, to je tisto, kar nam bo dalo občutek, živi smo, nekaj se dogaja, ne, nismo nekje zmrdnili, zamrli, zamrznjeni v nek status quo, ampak življenje se dogaja. Kako lahko zdaj ljudje na marsikakšen, morda ne najbolj konstruktiven način zadovoljujejo to potrebo, lahko zlorabljajo substance ali, ne vem, na veliko, to potrebo zadovoljujejo skozi hrano ali jo zadovoljujejo skozi dramo. Lahko naša lastna drama, ne, ko doživljam razne občutke, en dan sem boljš, pol se pa smilim sama sebi, pol sem pa spet malo boljš, pol sem pa jezna, pol sem spet malo boljš, pol sem v vlogi žrtve in tako naprej. Tako da lastno to nihanje čustveno znotraj nas je lahko vir za zadovoljitev te potrebe. Lahko jo zadovoljujemo tudi recimo v nekih destruktivnih odnosih, ne, je kreg, je pregovarjanje, sicer nič takega, kar bi na prvi pogled zelo fino in fajn izgledalo, ampak naša psiha kljub vsemu dobi nekaj, občutek življenja, občutek dogajanja. Nekateri ljudje, ki imajo zelo veliko potrebo po tem, ne, torej po negotovosti, po raznolikosti, se bodo mogoče skozi se morajo premikati ali pa so zasvojeni skorajda z nekimi adrenalinskimi športi, adrenalinskimi aktivnostmi, skratka, veliko vsega mora biti. Sami lahko poskrbimo za zadovoljitev te potrebe, se pravi, da me ne rabi nekdo animirati, da imam občutek, da sem živa, ja, recimo, da se učim znanje znova, ne. Ko se učim in odkrivam nova obzorja, ja, kaj se lahko, če mene vprašaš, ne, kje se ti lahko več dogaja, kot tukaj, da se ti odpre novo obzorje. Torej imam recimo neke hobije, se ukvarjam z nekimi hobiji, raziskujem ta svet, se srečujem z ljudmi, evo, raznolikost, ne, danes imava midve tukaj, nekaj se dogaja, je tako. Nekaj se dogaja, nekaj novega, nekaj zanimivega. Za mene to pomembna in zanimiva tema, da mi je vsakič sveža, čeprav jo drgnem 20 let že na takšen ali drugačen način, ne. Torej, ali bom sama nekje, če ni nikogar in ničesar okrog mene, a bom sama nekje obsedela na kavču, žalostna, kakšno bedno dolgočasno življenje, ali znam poskrbeti tudi za ta občutek živosti z nekimi sredstvi, načini, po poteh, ki so izključno v mojih rokah, ne, da si zagotovim, ja, ta občutek, znanje, učenje, preberemo dobro knjigo, pogledamo dober film, se s kom podružimo, gremo torej se ukvarjati s stvarmi, ki so nam zanimive, pomembne in podobno. To je druga, torej od naših, najprej bomo pogledali ključne štiri in potem še dodatni dve. Gotovost in torej negotovost oziroma raznolikost. Potem ima naša psiha, vsaka psiha, tudi potrebo po pomembnosti. Potrebo po tem, da
po tem občutku, da nekdo sem, da moje življenje nekaj šteje, da nisem niko in ništa, bi rekli po domače, ne, da ima moje življenje neko vrednost, nek smisel. Zdaj, kaj eni ljudje počnejo, da bi to potrebo zadovoljili, lahko poskušajo recimo z neko zelo vpadljivo vizualno podobo. Odštekane pričeske, izraziti zelo make-upi, ne vem, izzivalna ali zelo vpadljiva oprava, obleka, tatuji, piercingi in podobno. Lahko to potrebo zadovoljujejo ljudje tako, da se dokazujejo skozi neke posebno velike dosežke ali skozi neko recimo materialno obilje, ki so ga ali sami nabrali, ne, ali so se nekam priženili ali od staršev dobili in se potem pokažejo, ne vem, z avtom, z različnimi znamkami, z nakitom in podobno. Lahko imamo ta občutek pomembnosti zadovoljen skozi to, da si zastavim nek pomemben cilj, je velik ali manjši, in naredim, kar je treba, da ta cilj dosežem in vidim, wow, I can do it, zmorem, nisem jaz kar tako. Nisem jaz odmuh, poglej me, nekaj sem naredila. Lahko ga zadovoljujemo to potrebo tako, da naredimo nekaj za druge ljudi. Nekaj dobrega smo naredili. Jaz priznam, no, bom na koncu povedala eno stvar. Nekaj dobrega smo naredili za druge, dobili nek pozitiven feedback, hvala lepa. Wow, dobro se počutim. Ja, moje življenje ima neko vrednost. Definitivno. In tista stvar, ki je zelo zdaj pomembna in izključno v naših rokah, je, da sami sebi damo kljukico in si dovolimo ta občutek, pa ja, okej sem. Jaz sem okej. Okej je, ne v smislu, jaz sem najbolj lepa in najbolj pametna in najbolj sposobna na tem svetu, nisem, vsaj jaz nisem. Pa vendar si dajem kljukico, da je okej, da sem, kdor v tem trenutku sem, in hkrati vem, da jutri, pojutrišnjem ali naslednji teden ali naslednji mesec, naslednje leto bom še boljša različica sebe. Ta nek občutek lastne vrednosti, po kakršnikoli poti ga bomo šli iskat. Ne, da premlevamo, kakšen odnos so imeli, ne vem, starši do nas, pa kaj se je dogajalo v naših preteklih partnerskih vezah, pa kaj se nam dogaja na delovnem mestu in tako naprej. Te stvari lahko premlevamo in premlevamo in premlevamo. Ampak dokler, ne, in lahko, ne vem, tudi zgradimo neko zunanjo strukturo, zdaj pa imam partnerja, dobimo partnerja, in pričakujemo izraze ljubezni, ti si najlepša, ti si najboljša, ti si in sploh 10-krat na dan mi moraš povedati, da me ljubiš, če ne, se ne počutim dovolj pomembno. Torej lahko zgradimo neko zunanjo strukturo, ki nam bo začasno, ne, dajala ta občutek, ja, saj smo okej, saj smo nek faktor na tem svetu, ampak kaj, ko bo en dan fant dobil idejo, da gre po svoje. Naprimer, kot jo je v mojem primeru, kaj je pa potem z mojo vrednostjo? Ne, tudi jaz sem si takrat najprej govorila zgodbo, očitno sem tako zelo nič vredna, in potem sem na koncu prišla do tega, da ne, jaz se bom odločila, a sem okej ali nisem okej. Jaz mislim, da za pravo osebo ob pravem času sem lahko fantastična. Zdaj, a bom to pravo osebo srečala ali jo ne bom srečala, je drugo vprašanje, ampak sami sebi bomo morali dati to kljukico, okej sem. Okej sem, dovolim si ta občutek, da sem okej, če ga bomo čakali od odzunaj, trajno ne bo nikdar prišel. Kot rečeno, lahko zgradimo na eni točki, neko tako mrežo ali tudi eno osebo, ki je vir vse te našega občutka pomembnosti, ampak kaj bo, ko ta oseba spremeni svoj pogled, svoje mnenje, svoje želje in preference in odide. Tako da ja, stvari, ki so pod mojo kontrolo. Jaz si dam kljukico, jaz delam na sebi, razvijam sebe in vidim, poglej to, kaj sem postala skozi vsa ta leta. Ja, če to ni za kljukico, pol pa res ne vem, kaj je. Naredim nekaj tudi za druge, dobim pozitiven feedback, vidim, wow,
Ja, sem nek faktor, nek pozitiven prispevek, k čemur še pridemo v nadaljevanju. Ja, in gremo k naslednji, torej četrta, od prvih naših 4 plus 2 še imamo. Četrta je potreba po ljubezni oziroma vsaj po povezanosti. Včasih ljudje, tukaj seveda prva stvar, ki pride na misel, verjetno so drugi ljudje. Ne? Povezanost, ljubezen, kako bomo to potrebo zadovoljili preko drugih ljudi velikokrat. Dostikrat se zadovoljimo s povezanostjo, ker tiste prave, izpolnjujoče ljubezni ni, pa se zadovoljimo s povezanostjo in vztrajamo včasih tudi v zelo destruktivnih odnosih, ker še vedno vsaj neka sorta povezanosti tam je, če pa grem, pa Bog ve, kaj bo. In če pogledamo še navzgor, prve 3, vztrajamo v nekih destruktivnih odnosih, ker tukaj, čeprav ni najlepše in najboljše, za nekoga sem vsaj toliko pomembna, da me ima recimo za partnerja, za partnerko. In čeprav se nimava najlepše, se pa dogaja neka drama, neki pretresi in imam tisti občutek, življenje se dogaja, sem žljiva, in če gremo čisto na začetek, ko smo rekli gotovost, torej tukaj, kjer sem, mi ni fajn, in to velja tudi za kjerokoli drugo cono udobja, ki se je oklepamo. Zdajle govorim specifično o odnosih, ampak tudi to, zakaj se oklepamo. Recimo, zakaj se oklepamo ne samo destruktivnega odnosa, zakaj se oklepam starih prepričanj, starih misli, ker so znani in domači. In zato po logiki našega nezavednega varni. To, da se smilim sama sebi, mi je tako varno in domače. Bom delala to še naprej. To, da sem v tem destruktivnem odnosu, je tako varno in domače. Daj, da ostanem tukaj še naprej. In podobno. Se pravi, tukaj mi ni fajn, ampak vsaj vem, kaj imam. Vsaj vem, kaj imam. Kako lahko to potrebo po ljubezni, povezanosti si zagotovimo sami, se pravi s sredstvi, ki so pod našo kontrolo, pod našim nadzorom. Prva, najpomembnejša, zagotovo bi rekla, da razvijamo odnos s seboj. Da izstopimo iz takšnih in drugačnih dram in vrtiljakov in pridemo sami k sebi in se vprašamo, hej, kdo sem, kaj mi je pomembno, kaj me veseli, kaj bi rada doživela, kaj bi rada dosegla, uresničila, kakšno izkušnjo življenja si želim, in da grem, da spremljam sama sebe potem na poti tega življenja. Jutri se znova usedem sama s sabo. Hej, kdo si že ti, kaj ti je že pomembno, kam si že namenjena, kako že želiš živeti svoje življenje, kajte, če smo mi ves čas na neko uslugo drugim in jih moramo ali preganjati, ali reševati, ali biti v strahu pred njimi, nimamo časa zase. Ta e-tečaj, ki sem ga prej omenila, da smo imeli včeraj, je e-tečaj v bistvu o izstopu iz medosebnih dram in tam smo govorili o tem, kako pravzaprav dramski oder, dramski trikotnik, če poznaš, morda preganjalec, žrtev in pa reševalec. Dokler smo mi na tem dramskem odru, smo skozi zaposleni z nečem zunaj sebe. Ali nekoga preganjam, ali se nekoga bojim, ali nekoga rešujem, kje sem jaz sploh? Kdo sem sploh jaz? Torej, ljubezen, povezanost, najprej s seboj. Najprej s seboj. Postanimo človek, ki je lahko sicer sam, pa vendar nikdar osamljen. Povežemo se lahko z naravo, z drugimi živimi bitji, s hišnimi ljubljenčki, s knjigo, z zgodbo, z idejo. Meni so nove ideje, nova znanja. Pač nekaj, s čemer imaš neke sorte odnos lahko. In ja, seveda, ljudje smo socialna bitja in zelo normalno in človeško je, da želimo in potrebujemo tudi družbo drugih ljudi. In jo zorganizirajmo sami. Torej, namen je, se pravi, ja, bom to potrebo po povezanosti zadovoljila tudi s tvojo pomočjo, ampak namen je, da grem in si organiziram to, da imam družbo, da imam neko socialno življenje. Na meni je ta odgovornost. Včasih se ljudje znajdejo nekje doma na kavču, koliko sem sama,
ne, nikogar ni zapuščena, ja, na tebi je, ti imaš moč in ti imaš odgovornost, da si zorganiziraš torej tudi družbo drugih ljudi in zadovoljiš to potrebo po ljubezni oziroma povezanosti. Vsaka psiha bo našla pot do tega, da te 4 potrebe zadovolji, tudi če bo mogla postati nesramna, nasilna, tudi če se bo mogla zavleči v neke negativne misli, občutke, v vlogo žrtve. Vloga žrtve čudovito zadovoljuje vse te potrebe, recimo, ne. Smo gotovi in domači, ne, da lahko vztrajamo v tistih težkih, zoprnih, neprijetnih občutkih. Neka raznolikost je, ko se ta naša notranja drama in žalost dogajajo. Neki občutek pomembnosti, nisem nič takega konstruktivnega ustvarila, ampak poglej mene, a ima kdo tako velik problem, kot ga imam jaz? In pa hkrati, ker sem tako uboga in ker se tako smilim sama sebi, ne, so tudi drugi sočutni do mene, dokler mi ne bojo rekli, mat, zdaj te imamo pa poln kufer, zdaj pa nehaj. Ne? Torej, tudi če bomo mogli zelo destruktivno, nasilno ali pasivno v vlogi žrtve biti, ali tudi če se nam bo moglo zmešati, našli bomo pot, da te osnovne 4 potrebe zadovoljimo. Najboljša pot je ta, da iščemo način, kako jih zadovoljimo na načine, da iščemo načine, ki so povsem pod našo kontrolo. Potem pa, če želimo neko dolgoročno, ne bom rekla srečo sploh, ampak izpolnitev. Potem je pomembno, da dodamo še drugi 2. Drugi 2, ki sta nekako, ja, jih kategoriziramo kot višji potrebi, po katerih vsakdo ne bo pravzaprav začutil potrebe po potrebi, kolikor se to besmiselno sliši. Ja, prva od teh 2 je rast. Že prej smo omenili, da znanje, učenje lahko marsikatero drugo potrebo tudi zadovolji. Ne? Da neko gotovost. Wow, tako dobro, ne? Če damo recimo čisto preprost primer, si lažje predstavljamo, dobro smo se naučili voziti avto, ja, zdaj imamo občutek gotovosti in varnosti na cesti, a ne. Dobro smo se naučili nekaj o življenju, kako voziti po cestah življenja, in seveda mi bo to dalo neki občutek varnosti in gotovosti. Znanje bo dalo neki občutek raznolikosti, nova obzorja, nekaj se dogaja, wow, kako fajn, ne. Neki občutek pomembnosti, ker jaz postajam več skozi znanje. Poglej mene, kaj sem naredila iz sebe, kaj vse sem se naučila, ne. In lahko rečemo, da v bistvu znanje, širjenje obzorij, skoki iz cone udobja in ti dejanski koraki naprej, ne samo neko teoriziranje, ampak dejansko širjenje obzorij, ne, koraki naprej, skoki iz cone udobja, to je za človeško psiho, kot je voda za rastlino. Ne. Voda za rastlino. Od tukaj naše življenje pravzaprav prihaja, ta občutek, wow, ja, življenje ima nek smisel, se premikam, in nam daje, rast nam bo dala veliko več kot srečo, dala nam bo izpolnitev. Sreča je nekaj minljivega ali pa vezanega na zunanje okoliščine pogosto, izpolnitev je nekaj dosti globjega in pride med drugim skozi našo rast, in pa še druga od teh drugih 2 je dajanje. Dati, prispevati onkraj sebe. Seveda ne v neki vlogi mučenika, v vlogi neke žrtve, no, zdaj se bom pa jaz razdajala za vas, dragi moji, pa da vidim, a mi boste poplačali moj trud. To je drama, ne? To je delovanje iz dramskega trikotnika, ne? Nek reševalec, ki je že pripravljen, da skoči v vlogo žrtve, potem ko ne bo poplačan za svoje razdajanje. Ampak iz čistega ljubega mira, ne, ker vem, da nekaj imam, kar lahko dam, in prispevam nekaj onkraj sebe, kot recimo, Darja, ti prispevaš s to čudovito skupino in projektom, ki si jih ustvarila, in tudi sama verjetno, to je mogoče še 2 poanti imam, če imam čas. No, ja, torej, ravno skozi to dajanje
pa rast, ne, bolj ko smo zrasli, več v bistvu pravzaprav lahko, ne, več imamo pri sebi, več lahko damo, tako da skozi rast in predvsem skozi dajanje imamo tudi na lep način zadovoljene ostale potrebe. Jaz, ne, pri tem, kar recimo jaz delam, sem rekla, da eno zadevo za konec omenim, to je ta, pri tem, kar jaz delam, ja, imam neko gotovost, da imam znanje, veščine, ki drugim lahko spremenijo življenje. In je tukaj seveda veliko raznolikosti. Vsakič pridejo na tečaji drugi ljudje z drugačnimi izzivi. Vsakič, ko imam nekoga na stolu, ne, z nekim specifičnim problemom, izzivom, je to čist svoja zgodba, ne. In zaenkrat smo še vse te izzive uspešno rešili. Ljudje so zelo zadovoljni, ravno smo ta vikend z enim NLP praktikom končali. Ja, koliko je bilo to enega veselja in enih zahval, seveda ima občutek, ja, moje življenje ima smisel, ne, ima neko vrednost. In ja, ljubezen, povezanost, težko bi rekla, da je ni z ljudmi, s katerimi delam. In skozi to, kar počnem, ko dajem drugim, pravzaprav neizogibno rastem tudi sama. Vedno več razumem, vedno več izkušenj imam, vedno bolj, ne, mojster postajam v tem, kar delam. Tako da lahko vidimo, ne, kako to dajanje pravzaprav potem poskrbi za en zaključen krog, da je skozi to zadovoljeno tudi vse ostalo. Jaz rečem temu, da se naučimo sami, da sprejmemo odgovornost za sebe in se naučimo sami poskrbeti za zadovoljitev teh 6 potreb, oziroma da jih sami zorganiziramo, ne. Morda bom skozi najino druženje zadovoljila neke potrebe po povezanosti, ampak grem in si zorganiziram to druženje. Tega konkretno si sicer ti zorganizirala, ni najboljši primer, ampak ne, spomnim na tisto, kar sem prej omenila. Temu jaz rečem, da smo spekli svojo torto. Spekli smo svojo torto, nismo lačni. In zdaj, ko svojo torto imamo, bomo za svoje življenje izbirali ljudi, okoliščine, izkušnje, ki bodo predstavljali kaj? Prosti, izgubila sem se. Ki bodo predstavljali češnjo na tej torti našega lastnega zadovoljstva, izpolnitve, sreče, stabilnosti. Če pa mi za te potrebe nismo poskrbeli oziroma smo jih delegirali nekam ven zunanjemu svetu, smo pa v bistvu kot en lačen človek. Zdaj, če si ti ful lačen, če smo zelo lačni, že 14 dni nismo nič jedli in nekdo pride z neko suho skorjo kruha, ne, ali pa, ne vem, v restavraciji tam na zadnjih vratih dajo ven en škaf pomij, ne, če mi 14 dni nismo jedli, bomo planili po teh rečeh. Bomo planili po teh rečeh in potem bomo se spraševali, zakaj pravzaprav, ne, jem suh kruh in zakaj jem tiste pomije od restavracije. Zakaj? Zato, ker če nismo poskrbeli za svojo torto, za teh 6 oblatov, potem bomo v življenju na voljo za marsikaj. In bomo na voljo za odnose, ki niso okej, ki niso izpolnjujoči, ne, in bomo na voljo, ne vem, za delovno mesto, ki v resnici ni okej, ki nam ni okej, ampak nas je toliko strah skočiti iz cone udobja in poskusiti nekaj drugega, nekaj novega. Na voljo bomo, ja, za marsikaj, kar bo čist pod našimi standardi, ker upamo, da tam od odzunaj nekje bo prišel ta občutek gotovosti, občutek raznolikosti, občutek pomembnosti in tako naprej. Ko pa enkrat spečemo svojo torto, jaz znam poskrbeti za občutek varnosti in gotovosti znotraj sebe. Vem, da grem lahko kadarkoli pod smreko sedeti in meditirati. In mi bo dobro, tudi če na zunaj nimam nič in me nihče ne mara, ne. Jaz poskrbim za občutek, da sem živa, da se mi življenje dogaja na pozitivne, konstruktivne načine. Jaz poskrbim, jaz si dam kljukico, okej si, Marjetka, kakšna kot si, in jutri boš še boljša. Ne, jaz se povežem s seboj in delam tudi na tem, da rastem, da nekaj prispevam onkraj sebe,
Zdaj me pa ne moreš več zvleči v čudne okoliščine, v čudne odnose, v karkoli čudnega, ker sem sita. Podobno kot če bi šli v fancy šmesi restavracijo, kjer nas postrežejo s čudovito večerjo, krasne sestavine, čudovite barve, vonji in okusi in ravno lepo, ne, tudi zadane nas, ne, lepo smo siti. Ali bi bili zdaj na voljo za nek star kruh? Ne. Na voljo bi bili morda za eno dobro kavico ali pa eno dobro sladico, ki bo pikica na i. Zakaj? Ker smo glihkar pojedli hranljiv, čudovit obrok. Ne, in na podoben način, ko mi v življenju spečemo svojo torto, smo za začetek naredili iz sebe človeka, ki ima zavetje sam v sebi, in v drugem koraku, zelo naravno, spontano, bomo za življenje svoje izbirali zgolj še ljudi, stvari, okoliščine, ki predstavljajo češnjo na vrhu te torte. Ostalim ljudem, odnosom, okoliščinam, ki bi bili pravzaprav samo neka drama, skozi katero bi na destruktiven način te potrebe zadovoljevali, pa se bomo mirnega srca in brez kakršnih koli težav lahko samo lepo zahvalili, in se jim brez težav, odrekli, ker, ko imaš sebe, dejansko imaš vse, in ko imaš zavetje v sebi, ne potrebuješ več nič drugega, je pa lahko fajn, a ne. Češnje na torti so lahko fajn, ampak tudi če se češnja odkotali dol, kaj ostane? Krasna, okusna, strateško sestavljena, šestnadstropna oziroma iz šestoblatna, torta. Evo, po moje, da sem porabila čas. Da mi je ušlo, ampak nisem, vedela, mislim, nisem mogla reči, ker sem mislila, da češnja že ni prav, da ne rabim. Je prav. Češnja ali kakšna druga dekoracija, ali? Ne govorim o tem, da ne bi smeli imeti interakcije z drugimi, da ne bi smelo marsikaj od odzunaj bogatiti našega življenja. To je drugo. Naj ga bogati čim več stvari, ljudi, okoliščin, izkušenj, ampak oblati pa naj bodo, moja lastna torta. No, o tem sem govorila na začetku. Skozi sem te poslušala, vse vem, da ti tako, slikovito govoriš, a veš, da te kar noč potegne. In jaz sploh nisem mogla te spraševati. Tako da, Da sem ga prav v enem, kako bom zdaj to povedala. Tako da bi govorila ko strgan duhtar. ja, veliko govoriš, ker rada predajaš, a ne. In, jaz sem ti ful hvaležna za tvoj čas, jasnost, navdih in točno to, da ko smo na tej točki, ne vstopamo v odnose, v bistvu iz pomanjkanja, ampak iz neke celovitosti, in je to res dopolnitev. In pol tudi se mi zdi, da v tej fazi, ke mi delamo na sebi in postajamo tak človek, a ne, da zadovoljujemo svoje potrebe, ful veliko ljudi tudi lahko odpade, a ne, ke smo imele na koncu druženje. Ne gremo za vsako ceno, ampak vemo, kaj prinaša, kaj je naša top izbira, kaj nam jemlje energijo, a ne. In, jaz sem si delala zapiske. Si mi teden nekaj dopisuješ? Ja, zato ker zdaj ne bom šla te spraševat, ker sva že tako dolge in si že ti ful iz črke povedala, ampak, zelo mi je bilo všeč to, da je varnost v bistvu to zaupanje vase, a ne, kar je itak super, da gradimo. In res je meditacija ena taka zelo
en zelo tak ritual, brez da rabimo karkoli, a ne, ritual za našo varnost. Ja. Ja, in učenje, raznolikost. Glej, jaz sem po moje že to slišala od tebe, te potrebe, že Ja. leti, Ja, 2019 mislim, da sem imela. ampak mi je bilo ful dobro poslušati in kako se vse povezuje med sabo, a ne. Tako da, ja, glej, jaz res nimam vprašanj, mogoče se še kaj poraja, čeprav imam vedno zapisana kakšna dodatna vprašanja, ampak mislim, da je bilo tole super predstavljeno in v tej tvoji energiji in ja, sem res vesela. Res vesela, naj bo ta pogovor povabilo, a ne, da začnemo prepoznavati, spoštovati te potrebe in jih negovati v sebi in res ti hvala, da si delila to z nami. Hvala lepa tebi, Darja, in ja, lepe pozdrave. Pa, pa.